Dobrodošli v nov video in verjetno vas vse zanima, kaj bi lahko naredili kakor najstniki, da bi začeli graditi vaše bogastvo. In kaj bi mogli delati, da si up naredite, da boste imeli lahko v prihodnosti, koliko denarja je možno. No in danes bomo v bistvu govorili, kako začeti, če ste še najstniki, in preden gremo v ta video, bi rad sam rekel, da se res, če se še niste, se joinite v najin Discord, zdaj je bil dosti dead, ampak zdaj v kratkem prihaja full upgrade v Discord, začela bova full uporabljati, začela bova delati različne skupine, ker se bomo lahko med sabo pogovarjali, take bolj privatne. No, v glavnem, vse take stvari pridejo zdaj kmalu na Discord, tako da se res joinite, če še niste. In ja, to je to. Zdaj pa pojmo kar v video. Zdaj morate vedeti, da če sploh še niste 18, ste dosti limitirani na eno cono, kaj sploh lahko naredite. In kaj bi sploh lahko začeli delati, ker pač niste polnoletni. In zato bomo danes tudi govorili o stvarih, kako se najboljš set-upa, da pol, ko boste polnoletni, boste lahko že začeli služiti. Ker jaz sem začel delati tako za denar, tako malo razmišljati o bogastvu in teh stvarih, ker sem bil 13 in lahko vam povem iz mojih izkušenj, da je res veliko stvari, ki jih lahko naredite, če sploh še niste polnoletni. In še najboljša stvar pri teh stvarih, ki bom danes povedal, je to, da so risk-free in zastonj. Tako da, ja, ne morete čisto zgubiti. Prva stvar, ki jo morate narediti, je prebrati te dve knjigi. In sicer Think and Grow Rich in How to Win Friends and Influence People. Te dve knjigi ti boste res spremenile pogled na čisto vse in boste videli, da sta res life-changing knjigi. Ker preden boste začeli sploh graditi bogatstvo, morate razumeti mindset nekoga, ki je že successful. In to lahko najlažje naredite, da preberete te dve knjigi. Ker vi ne boste nikoli postali uspešni, če ne boste verjeli v svoje sposobnosti in se naučili, kako si set-upati različne priložnosti, ki vam lahko pomagajo v življenju. Pa še najboljše pri teh dveh knjigah je, da sta public domena in si jih lahko pogooglate in jih zastonj preberete online. Ne rabite jih sploh kupiti. Druga stvar je, da skontite vas žanr in kaj bi vi radi delali tako v začetku, kakšne biznise, v katero pot bi se sploh spustili, kakšen skill bi se naučili, kakšen skill bi vam odgovarjal. In vem, da je to težko najti, kaj točno bi delali zdaj, ko je na internetu toliko teh how to make money online, full nekih načinov, veliko side hustlov, ampak res, če imate Google pa YouTube, imate v bistvu dostop do vseh stvari, ki bi jih possibly lahko delali in čim prej pejte iskat, kaj bi lahko delali, kako bi to naredili, kaj vas zanima. In ko smo glih tukaj, je tukaj zdaj tretja stvar, ko ste najdli ta svoj žanr, kaj bi radi delali, kakšna bo vaša kariera, vsaj na začetku, je tretja stvar, da dobite izkušnje. Ker brati o neki stvari je eno, dejansko to narediti je pa drugo. Znati teorijo je eno, pa pol to dejansko uporabiti v real life je tudi drugo. In ko boste bili na tej poti, ko dobivate izkušnje, morate vedeti, da morate takati risk in ne vas ne bo strah, ker če boste vi dvomili vase, vam ne bo nikoli uspelo. In še najbolj pomembno, vedno pejte po stopničkah, step by step, kako zeditirati video, kako objaviti. Ne kar neki misliti, da boste vse kar neki napol naredili, ker pol vam ne bo uspelo. Vsak korak posebej morate 100% vložiti energije in ga narediti, kakor se zagre. Četrta stvar je to, da v bistvu boste delali zastonj. Probite dobiti nekoga, ki je že successful v vašem žanru, v tem, kar vi delate in res probite stand out, mu napisati nekaj, da bi radi delali zastonj za njega, ker to učenje od nekoga, ki je že successful v tem, kar vi hočete delati, je neprecenljivo. Morate vedeti, da tudi v prvem letu, ko začnete delati take stvari za denar, za biznis, v prvem letu boste najverjetneje zaslužili zelo malo denarja ali pa celo nič. Tako da might as well maximizati, da dobite izkušnje, da za nekoga zastonj delate. Ker boste res se tako naučili največ, ker boste videli iz prve roke, kako on operata biznis, kaj on dela, kako se pogovarja. Vse, pač boste videli, kako to deluje in boste že imeli neko tako res dobro izkušnjo. In peta stvar je, da probite čim več stvari. Zdaj ne pravim, da delite 5 biznisov naenkrat, to morate enega po enega se fokusirati, se ga naučiti, ampak govorim o tem, da če nekaj ne rata, probite še kaj drugega, ker ne boste vedeli, kaj vam najbolj sede delati, dokler ne boste veliko stvari probali, ker nobenih s prve ne zadane. In ne vas ne bo strah, kdaj izgubiti, ker so izkušnje neprecenljive. Ker dokler ste mladi, morate probati čim več stvari, ker edino tako boste ugotovili, kaj hočete v življenju zares delati. No, to je bilo to za ta video. Upam, da ste dobili kaj motivacije, da ste se naučili kaj novega. Res ne pozabite se joinati v Discord in ja, to je to. Se vidimo v naslednjem videu.